Lepo pozdravljeni. Začenjamo 28. sejo preiskovalne komisije. Obveščam vas, da so zadržani, se seje ne morejo udeležiti Nataša Sukič, doktorica Tatjana Grajf, Milan Jakopovič, doktor Matej Tovatovec, Aleksandar Reberšek, magister Janez Žakelj in Damjan Serim. Na seji torej nadomeščan ni. Sklic seje ste prijeli 21. novembra 2024. Prehajamo na določitev dnevnega reda seje komisije. S sklicem seje ste prijeli predlog dnevnega reda komisije, in sicer izvajanje dokazov za slišanje prič. Predlogov za spremembo dnevnega reda nisem prijela in tako velja določen je torej dnevni red, kot je bil predlagan s sklicem. Prehajamo na prvo točko dnevnega reda, to je izvajanje dokazov. Na podlagi dopolnitve dokaznega sklepa številka 9 z dne 12.11.2024 ter prvega odstavka 15. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi smo danes nameravali v okviru izvajanja dokazov zaslišati pričo Borisa Tomašiča, torej ob 10. uri. Prosim, da priča vstopi v dvorano. Dober dan, kar izvolite. No, naj še povem, da je priča vabilo tudi prevzela. Gospod Boris Tomašič, na današnjo sejo preiskovalne komisije ste povabljeni na podlagi dopolnitve dokaznega sklepa številka 9 z dne 12.11.2024 kot priča. Preden začnemo z zaslišanjem, bi vas rada opomnila, da imate pravico odkloniti odgovor na posamezno vprašanje, če je verjetno, da bi s tem spravili sebe ali svojega bližnjega sorodnika v hudo sramoto, znatno materialno škodo ali v kazenski pregon. Nadalje vas želim opozoriti, da ste dolžni govoriti resnico in da morate preiskovalni komisiji povedati vse, kar vam je v predmetni zadevi znano. Krivo pričanje pomeni kaznivo dejanje po 284. členu Kazenskega zakonika. Hkrati vas prosim, da v skladu z zakonom o tajnih podatkih oziroma kakšnim drugim zakonom, na primer zakonom o gospodarskih družbah, preiskovalno komisijo predhodno opozorite, če boste v svojem pričanju podali podatke, ki so označeni s stopnjo tajnosti ali kako drugače varovane podatke, da sejo zapremo za javnost, ter pri tem navedete tudi, za katero stopnjo tajnosti gre. Enako velja tudi za članice in člane komisije. Izrecno vas seznanjam tudi z dejstvom, da se javni del vašega zaslišanja slikovno in zvočno snema, predvaja in prenaša ter je oziroma bo objavljen v okviru programske sheme TV Slovenija 3, v okviru rednega sporeda morebitnih ponovitev in pozneje pretočno na spletnem portalu. Iz osebnega dokumenta, ki ste ga predložili, nedvomno izhaja, da je pred preiskovalno komisijo gospod Boris Tomašič, ki ga želimo zaslišati. Obveščam vas še eno zadevo, ali vam pošljemo zapisnik o tem zaslišanju na isti naslov kot vabilo ali kam drugam? Ne, prosim, da mi tudi v prihodnje, če boste vabite na služben naslov, to je Štihova 7, Nova 14. V redu, bomo zabeležili, hvala lepa in vam bomo potem poslali tja. Tako. No, namen današnjega zaslišanja je, da se preiskovalna komisija seznani z nekaterimi dejstvi, ki so pomembna za našo preiskavo in ki so opisana tudi v vabilu, ki ste ga prijeli, torej in tudi v aktu o odreditvi naše komisije. Zato vam uvodoma, gospod Tomašič, dajem besedo in vas prosim, da pač poveste, kar menite, da veste o predmetu parlamentarne preiskave skladno torej z našim mandatom. Izvolite. Ja, en lep dober dan vsem. Jaz imam eno vprašanje na začetku. Razumem, jaz sem zavezan pod kazenskim pregonom govoriti resnico in to mi je tak ni problem, ker to skozi počnem. A to velja tudi za vas oziroma za člane komisije ali lahko govorite tudi stvari, ki niso res? Takole se bova dogovorila že uvodoma, da ne bomo imeli takšnega cirkusa, kot se je že včeraj nakazoval.
ko boste vi predsednik preiskovalne komisije, boste postavljali vprašanja predsedujočemu. Zdaj pa pač žal niste v tej poziciji, da mi zastavljate vprašanje. Ne? Če je bilo pa to retorično vprašanje, vam pa lahko rečem, da je vsak človek sam zase odgovoren, zase in za svoje ravnanja, a ne koliko so etična ali pač niso. Tako da, čeprav razumem, nimate nič povedati v zvezi, potem pa izvolite, gospod Tomašič. Sam to me zanima, da bomo tudi Nova 24 TV mimo grede prenaša to sejo, ne zgolj. Lepo, izvolite. Ja, se trudimo, ne. Ja. Zdaj, želel bi, jaz sem spremljal delo komisije in komisija je nezakonito pridobila kar veliko podatkov o poslovanju podjetij, katerih direktor sem. Namreč zakon, preiskovalna komisija je vezana oziroma uporablja smiselno zakon o kazenskem postopku, kjer v 56. členu piše, da, bom kar prebral, se pravi, če je treba pridobiti podatke oziroma dokumentacijo o stanju vlog in depozitov ter o stanju in prometu na računih drugih poslih osumljenca, obdolženca, drugih oseb, za katere je mogoče utemeljeno sklepati, da so udeležene v finančnih transakcijah ali poslih osumljenca, obdolženca, lahko preiskovalni sodnik na obrazložen predlog državnega tožilca odredi banke in tako naprej. Preiskovalna komisija nima status sodišča, to sem jaz globoko prepričan in vam želim povedati, da vnaprej, da se ne bomo lovili okoli tega, da o konkretnih poslovnih transakcijah, o konkretnih poslovnih partnerjih ne bom govoril, ker je to po mojem prepričanju nezakonito in vi kršite zakon. Tako da tudi, ko me boste spraševali, bom to zmeri isto povedal. Tudi informacijska pooblaščenka, ki je danes predsednica republike, je napisala isto, se pravi, da lahko samo preiskovalni sodnik odredi nekatere naloge. Prav tako pravi zakon o bančništvu, banka mora varovati zaupne podatke, razen, če to zahteva Komisija za preprečevanje korupcije, pisno zahteva sodišče, državno tožilstvo ali policija, razen v primerih, ko je za posredovanje zaupnih podatkov zakon izrecno določa odredbo preiskovalnega sodnika. In to je 156. člen. Tako da temeljite preiskavo na nezakonitih podatkih, ta preiskava je nezakonita, itak, to se mi zdi pa zelo pomembno, gre, itak to ni resna zadeva, to vsi vemo, to je politični šov. In jaz sem pač temu primerno tudi obnašal, to nisem jaz rekel, to je rekla vaša predhodnica, javno na televiziji. Da je namen, evo bom prebral, da ne bom narobe, Mojca Šetinc Pašek, intervjuju za komercialno televizijo, ja, v vsakem primeru so parlamentarne preiskovalne komisije seveda najprej namenjene nekemu političnemu šovu. Bom kar preprosto povedala tudi zato, da se obračunava ali pa ne obračunava s pričami. Jaz sem priča, se pravi, sem tukaj, da se obračuna ali pa ne obračuna z mano ali temami. Pač to je del, tako bom rekla, neke vrste politične arene, političnega cirkusa. Tako da sem prvič lahko govorim v cirkusu. In potem nadaljevanje. Če me pa direktno vprašate za to konkretno komisijo, kako pa gledam na preiskovalke, pa lahko rečem, za to, ki sem jo vodila sama, je bila namenjena temu, da se pač na nek način obračuna s političnim nasprotnikom stranko SDS. Jaz mislim, da v uvodu je to zelo pomembno, ker od sklepa o ustanovitvi naprej gre za preganjanje edinega resnega medija v Sloveniji, ki pač ne dela in dela ne povšeči vladajoči politiki. In zdaj si bom dovolil 14. člen ustave, mislim, da 38,
39. Zagotovljena je svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in širi vesti in mnenja. Ne? Ustavna kategorija. In to, da gospodu Golobu, jaz sem ga spoznal, prišel v mojo pisarno, smo naredila pogodbo, je oglaševal na Novi 24 TV, ki je bil še lokalni politik, bil pa politik in direktor Genija. Ko je pa prišel na oblast, je pa rekel, da pa se na Novi 24 TV in na medijih, ki jih vodim, ne sme oglaševati, da je to nek grozen, ne vem kaj. Tako da v resnici je problem medijskega prostora v Sloveniji v tem, da je skrajno neuravnotežen. Da imamo tako imenovano dejanševizirano nacionalno televizijo, ki je postala, ob tem, da jaz poznam tam ljudi, ki so zelo sposobni in zelo strokovni, popolnoma neprofesionalna. Ne, za razliko od Nove 24 TV, demokracije in vseh teh medijev, ki delamo nekaj, kar si predstavljate to, so ljudje pripravljeni plačevati prostovoljno. Ni treba obveznega prispevka. Ljudje to plačujejo. Zakaj? Zato, ker vedo, kakšna neuravnotežena slika je tukaj. In glede na to, da gre za politični cirkus, ne? Da gre za, kako že, da ne bom narobe rekel, ker sem pod prisego, da se obračunava s pričami, ne? Je pač treba vedeti, da je resnični namen te komisije, ne? Utišati kritične medije. Jih, tako kot ste vi rekli, rečete, vi niste mediji. To je laž. Vi ste rekli, da smo strankarsko glasilo. Prav, to je predvidevam vaše mnenje, ker če to stojite za tem kot dejstvo, gospod Milosavljevic je premislil, je nehal biti strokovnjak, ima sam še mnenje o tem, kaj to trdil. Tako se zagovarja namreč, on je bil tukaj baje nek izvedenec. Tako da gre za to, da se nas utiša, depolitizirali ste, bom rekel, golobisti ste depolitizirali policijo, tako da udira na moj dom brez osnove, bom še dokazal nezakonito. Nisem ne osumljenec, ne nič, mi tacajo po domu, preiskujejo, obračajo gate in tako naprej. Zakaj? Zato, ker je ta komisija nek komplot napisala, ki nima nobene veze z realnostjo. Delamo trdo, veliko, smo majhni in kmalu bomo preživeli 10 let na trgu. Danes Nova 24 TV, ena laž, ki ste jo izrekli, gospa predsednica, Nova 24 ni sposobna preživeti brez madžarskega denarja. Nova 24 živi brez madžarskega denarja. Nova 24 živi kljub temu, da je padla fatva na njo, da ne smejo državna podjetja, ministrstva in tako naprej oglaševati, čeprav je to marketinško slabo. Sam naj povem recimo, koliko vpliva, ali pa recimo, to moram seveda, ne smem pozabiti povedati. Za nič gledanosti, ste rekli, nič gledanosti Nova 14 TV, so dobivali javni denar iz Telekoma. A veste, koliko smo nič gledani? Tako, da damo reklamo za novo knjigo Janeza Janše Budnica in jo v 10 dneh prodamo več kot 4000 izvodov. Tisti, ki se spozna na založništvo, ve, kaj pomeni 4000 prodanih izvodov. Knjige se prodajajo po 500 izvodov. Da ne govorimo o vseh drugih knjigah, kot je afera Depala vas. Nesvoboda tiska, to vam priporočam vsem, preberite. Boste veliko bolj razumeli medije, kot je pač opaziti iz vaših javnih nastopov. In če še enkrat citiram gospod Tamara Vonta, mediji ne poročajo zgolj tistega, kar vam je lepo. Ne, jaz vem, da vam ni všeč, kar jaz delam, pa kaj mi delamo. Ampak ustava mi to zagotavlja. In mi smo mediji. Resen medij. Dober medij.
ki živi samostojno, brez državnega denarja, brez madžarskega denarja. Pa bom raj pustil, da me vi sprašujete, ker če ne lahko to traja tudi 73 ur, toliko imam namreč, toliko sem sposoben naenkrat. Ni problem, vi si kar vzemite čas, Ja. gospod Tomašič. Prav, vas bom potem vprašala. Dolga leta ste direktor medijskih projektov Ja. SDS-a. Ne, Nas lahko prosim popeljete skozi zgodovino lastništva tega medija? bom popeljal, si bom vzel čas, kot ste rekli. Nisem direktor medijskih projektov SDS. To je narobe. Mislim, jaz sem človek, ki se je leta 2015 odločil, da je treba na naši izkrivljeni medijski sceni nekaj narediti. Za nekaj somišljeniki smo ustanovili najbolj transparenten medijski projekt v zgodovini Slovenije. Šli smo v tako imenovani crowdfunding in zbrali osnovni kapital za ustanovitev delniške družbe od ljudi. Skoraj 1000 ljudi je kupilo delnice. Zakaj so to kupili? Zato, ker so čutili isto, da je treba v našem medijskem prostoru nekaj narediti. In takrat so nam tako napovedovali, 14 dni, 3 tedne, 1 mesec, 1 leto, 2 leti in tako naprej. Bilo je težko, začeli smo v pisarnah tehnično grozljivo, ko gledam danes nazaj. Učili smo se, delali smo se, ampak smo ustrajali, ker je bilo na koncu ljudem je bila pomembnejša resnica kot kvaliteta. No, to smo sčasoma uredili, opremili pač studije tako, kot gre. Pa ne gre samo za televizijo, seveda veste, da gre tudi za spletni portal, ki je danes eden najbolj branih portalov novičarskih. V času epidemije, ta podatek bom povedal, ker smo imeli skoraj 1 milijon, mislim, da 8 manj kot 1 milijon unikov različnih bralcev na portalu ob boku 24 ur. Ja, in takrat, ko smo to postavili, sem jaz vedel, da zgolj s tem denarjem zagonskim, ki je bil nujno potreben, ne bomo mogli se razvijati dovolj hitro in sem pač iskal strateške partnerje. Jih našel, vstopili so v lastniško strukturo in mi smo se pač uspeli razviti, kot smo se. Potem se je lastništvo nekoliko spremenilo. V lastništvu pač itak imate dostop do teh podatkov, lahko povem samo to, da sem v tem trenutku jaz največji lastnik podjetja NTV24.si. Ne večinski, ampak največji. V tem času smo kupili tudi Nova obzorja, založniško podjetje, ki je na trgu že 28 let, izdaja tednik Demokracijo. Vsak teden, se pravi leta 26 bo 30 let. Tudi začel sem, ko se je postavljala, sem začel, poleg tega smo začeli izdajati Demokracija magazin. Dajte, lahko se pohvalim, smo v šovu Dosje GEN-I, afera Robert Golob. Preko 15.000 prodanih izvodov, 3-krat sem šel v dotisk, ker so ljudje to razgrabili. Zakaj? Zato, ker drugi mediji o tem ne želijo pisati. Vsi smo vam, mislim, da vam poslancem vsem poslali. Izdajamo Nova 24 TV magazin, križanke, knjige naše se vse same živijo. Ene subvencije za knjigo nismo prejeli, vse, kar sem jaz, ne vem, v preteklosti. Nič ne jamramo, da mora država dati 14 milijonov medijev. Če bi se mene vprašali, bi medijski sklad ukinil. Tisti, ki ni sposoben na trgu preživeti, naj neha delati.
Ne? Tako da ja, evo, če ste v lastništvu me vprašali, danes sem jaz največji lastnik, kdo so ostali lastniki, ne vem, ker ima delniška družba prinosniške delnice, mislim, da veste, kaj to pomeni. Lahko pa vi te podatke pridobite, to pa itak ni problem. Je samo toliko, da bova, ker ste že na začetku odprli zadevo, da je treba resnico govoriti, pa v resnici medijski sklad ni težek 14 milijonov, medijski sklad je težek 4 milijone vsa ta leta oziroma manj, plus tega, da kadar ne dobite denar, se vedno pritožite in tožite po sodiščih. Tako da ne vem, če ste glih tako, bom rekla, da vam ni pomemben ta medijski denar iz tega medijskega razpisa, ki ga tako prezirate. To je samo v imenu resnice. A lahko odgovorim? Kar bo v imenu resnice, bom pač povedala, če boste vi govorili, da je nekaj 14 milijonov, v resnici je pa 4 milijonov, je to laž in izrekli ste laž. In to ni bila prva laž, ki ste jo izrekli danes, tudi glede klikov, da ste ob boku 24 let. To so podatki, ki so preverljivi in to je smešno. V bistvu je to zelo komično. Ne? Dajmo se držati tistega, kar je res. Jaz razumem, vsak pač nekako svoje delo poveličuje. Jaz to razumem, še posebej, če se tako trudi, kot se vi trudite in s tako široko paleto aktivnosti, ki jo imate. Jaz to razumem. Ampak, ker ste na začetku sami izpostavili, da govorimo o resnici, potem dajmo res dejstvi operirati, ne kar tako počes. Tisti politični šov že pride zraven, ampak če govorimo, veste, razlika med 4 milijoni in 14 milijoni je pa kar velika. No. Samo toliko. V imenu resnice. Ja. Lahko odgovorim? Se to ni bilo vprašanje, to je bil samo popravek teh podatkov, ki ste jih v bistvu povedali. Ja, narobe ste popravili. Skratka, greva takole midva. Koliko denarja je televizija Nova 24 zbrala s prodajo delnic leta 2015? Najprej, jaz sem govoril, se opravičujem, če me niste dobro razumeli, ne, treba to dobro poslušati. Verjetno sem se neprimerno izrazil, ja. 14 milijonov je predlog. Ja, zdaj se manj. Želi se 14 milijonov, mediji pritiskajo, to sem videl v razpravi in predlogih. Tako da se upravičujem, če sem bil narobe razumljen. Ne, niste bili narobe razumljen, vi ste narobe povedali, veste, predlagali se je tudi že marsikaj v parlamentu, ampak treba je govoriti o faktih, o razpisih. In razpis bo zdajle, a ne? In ni 14 milijonov. Ne, to so pobožne želje koga. In to vas nisem narobe razumela, ampak ste mi narobe povedali. 14 milijonov je predlog, mediji pritiskajo. Predlog je tudi kaj, da se zemlja vrti v drugo smer ali pa da je ploščaka. Pa tega ne bomo sprejeli. V redu, povejte naprej. Kar se pa tiče klikov, je pa dokazljivo, ja. Google Analytics, skoraj 1 milijon klikov. Takrat smo bili ob bok 24 ur, danes smo manj, danes imamo nekje 500 do 600 tisoč različnih uporabnikov na mesec. Zdaj, če je potrebno, bom jaz te izpiske iz Analyticsa vam posredoval, pa bomo pogledali. Ne, jih najdemo lahko sami, hvala lepa, ampak uniki so neko, kliki pa drugo, drži? Ja, klikov je bistveno več, seveda. Klikov je pa, jaz govorim o unikih. Koliko denarja ste torej zbrali iz prodajo delnic leta 2015? Okoli 1 milijon. So se ti novi delničarji udeleževali skupščin družbe? Nekateri da, nekateri ne. V bistvu, vi ste vabili vse, verjetno? Mi smo vabili skladno z zakonom. In so nekateri prišli, drugi ne? Ja. Vrednost delnice Nova 24 je od leta 2015 do 2019, ko ste ljudi pozvali, da vam jo neodplačno podarijo, ves čas padala. Na spletu je zaslediti, da je vrednost delnice v nekaj letih padla 100 evrov na nekaj manj kot 40 evrov. Kaj mislite, v čem gre iskati vzrok za tak padec? Glejte, delnica Nove 24 TV ne kotira na borzi, tako da so to ocene vrednosti so špekulacija ali pa so morda kakšni drugi, seveda pa to ni tržna vrednost delnice. Tržna vrednost delnice, a veste, koliko je tržna vrednost delnic? Natanko to, koliko je nekdo pripravljen plačati, pa nekdo pripravljen prodati. In ker ne kotiramo na borzi, so to špekulacije. Nova 24 TV posluje že dolga leta z dobičkom, posluje stabilno, kvalitetno, širimo se, širimo naš program, tako da
nakup delnice Nova 24 TV je zagotovo dobra naložba. Na enem od družbenih omrežij je eden od vaših delničarjev včeraj zapisal: Za 100 evrov sem kupil delnice te televizije, zdaj me je borzna hiša BKS Bank obvestila, da je vredna 39,34 evra. To me toliko ne moti kot dejstvo, da sem lani za stroške vodenja trgovalnega računa moral plačati 28 evrov. Kako naj se naložbe znebim? Kako se naj znebi naložbe? Ne, kako vi to komentirate? On je verjetno že dobil od koga drugega odgovor, kako se znebiti tega. Govorim, tržna vrednost delnice ni enaka knjigovodski delnici, vrednosti delnice. Če je neka borzna hiša zračunala po ne vem katerih podatkih, da je 39 evrov, so pač to zračunali. To nimam kaj za komentirati. Še enkrat, delnice so vredne toliko, kot je nekdo za njih pripravljen plačati in za koliko jih je nekdo pripravljen prodati. Ampak recimo je pa zanimivo, da je ravno iz te zgodbe, ki se me zdaj citirala, je potem prišel z vaše hiše zelo uporaben odgovor, in sicer, da delnico podari. Ja, glejte, da razložim to zgodbo, ker je bilo ogromno špekulacij okoli tega. Tudi gospod, ki je delal za medij, ki je dobil 103 tisoč evrov od Roberta Goloba, pa še zdaj nismo ugotovili, zakaj, razen da je Vesna Vuković postala generalna sekretarka vaše stranke, kar nima veze s politiko. Glejte, ja, zgodilo se je to na začetku, ko smo mi izdali delnice. Smo se dogovorili z borzno posredniško hišo za minimalne stroške vodenja računov. Takrat se je namreč zakon spremenil in ni bilo več mogoče imeti delnic zgolj v klirinško-depotni družbi, ampak je bilo treba imeti račun pri komercialnem posredniku. Mi smo z njimi, takrat ne bom imen omenil, ampak za borzno posredniško hišo podpisali dogovor za, ne vem iz glave za koliko let, da so bili stroški nizki. Potem se pa zadeva spremenila in so res začeli zaračunavati ljudem, ki so kupili 1, 2, 3, morda 5 delnic po 30 evrov na leto. In zato se jih hočejo znebiti. In smo rekli, mi na njihove stroške lahko jo podarijo Novi 24 TV, zato da jih rešimo njihovih stroškov. In tukaj je vsa zgodba, delnice, ki so na delniški družbi, se pravi v lastni lasti, nimajo upravljalskih pravic. Ja, verjetno neke delnice, sicer seveda nisem takšen strokovnjak na tem področju, kot ste očitno vi, ampak tako po neki logiki ali pa po temu, kar radi rečemo zdrava kmečka pamet, če gre za neko delnico, ki je vredna, jo človek pač ne podari. Ali pač, ne vem, ali je to kakšna taka altruistično delništvo? Ne vem, kakšne navade imajo. Skratka, gre za to, ja, seveda. Ni. Dejansko je tako, da dejansko veljajo. Točno, ali lahko samo zaključim, pa boste mi naprej povedali. Ali, nisem še končala. Ali je, torej, skušate mi povedati, da v tem svetu, kjer je denar sveta vladar, skratka, neko blazno, donosno delnico, ki ima zelo visoko tržno vrednost, ljudje podarjajo. Ljudje podarjajo, torej nočejo od tega imeti denar, ampak jo oni podarijo. Ne, nisem hotel niti rekel tega. No, povejte zdaj, kaj pa ste mislili. Se pravi, jaz nisem govoril o vrednosti delnice, jaz sem konkretni, da je zelo visoka, jaz sem vedel, da je taka, kot je nekdo pripravljen za njo plačati. Ja, sej. Ja, ne boste verjeli. Ljudje delujejo altruistično, želijo ustvariti normalno Slovenijo. Želijo Slovenijo, kjer ne bo oblast zlorabljala policije, javne televizije. Ki ne bodo imeli premierja, ki praktično se dnevno zlaže. Lejte, to želijo in zato so pripravljeni plačati in zato plačujejo Novo 24 TV. Prav. Torej, padec vrednosti neke delnice po vaše, ne vem, ima kaj upraviti s slabim upravljanjem ali ne?
Glejte, na vrednost delnice, zdaj, če gremo v ekonomijo, ne vem, če sem zato vidim, tukaj. ne, vi kar povejte, zato ker jaz vidim, da ste vi na vseh področjih resnično ekspert in bom z veseljem poslušala vse to. Vse od prava, ekonomije, delničarstva, pisanja, izjemno, retorike in to, mislim, jaz moram priznati, res moram priznati, jaz take priče še nisem videla. Hvala. In sem vam hvaležna, da ste prišli in nam odprli oči. Lejte, z veseljem. Pregledali smo kot Esmeralda. Kadarkoli želite, gospa predsednica, Boste vam prišli. odpiram oči, lejte, bom v redu. prišel, tudi stroškov ne bom zaračunal. Nič nima, to, da neka delnica pade, nima nič opravka, da bi kdo karkoli slabo upravljal. Ne, nisem to rekel. Nisem tega rekel, pardon. Ja, jaz sem strokovnjak na mnogih področjih, ne povsod. Po izobrazbi sem od informatika do diplomiranega ekonomista do magistra mednarodnih odnosov, tako da kar veliko stvari poznam, pa tudi ogromno delovnih izkušenj imam. Ne. Tako da sem tudi predavatelj med drugim, ne, na fakulteti, tako da si lahko rečem jaz strokovnjak, tako da verjetno ste bili cinični, pa je to res, kar ste rekli. Je pa to iskreno občutek. Ja, se hvala, res hvala. Prosim. Na vrednost delnice vpliva veliko dejavnikov. Eden od dejavnikov je poslovanje, ni pa edini. Recimo v času, ko je vrednost vaše delnice kljub vsemu padala, pač to so špekulacije, kot pravite, je recimo indeks SB Top, to so zbrane slovenske delnice, imel 20% donos. Ne? In tudi, če pogledamo zgolj segment televizij, recimo družbo Central European Media Enterprises, ki so seveda lastniki Pop TV-ja, oni so takrat zabeležili visok donos. Zakaj bi se potem vaše delnice bi pa ta čas tudi špekulativno, kot pravite, ves čas le padale? Še niso. Niso. Ne vem, imate podatke o transakcijah? Ste delničarjem obljubljali dividende. Koliko dividend ste izplačali od leta 15 do 19? Zdaj pa nikoli nismo obljubljali dividend. Še več kot to. V statutu imamo zapisano, da ne bomo izplačevali dividend, ampak da bomo ves dobiček vlagali nazaj v poslovanje. In smo v statutu definirali Novo 24 TV, delniško družbo, kot neprofitno. In delničarji niso vlagali, kupovali delnic zato, da bi delali dobičke s tem, da bi si izplačevali dividende, ampak zato, kot sem vam že rekel, ker je bila žal takrat to edina oblika crowdfundinga v Sloveniji, da smo lahko pridobili zagonski kapital. Če imeli kako drugo obliko, bi se jo sigurno poslužili, cenejše oblike, ker pač delniška družba ima svoje zahteve in si jih je pač treba spoštovati, tako da ljudje so to naredili, ker ne verjamejo v mainstreamu. Ne? Če se vrnemo na začetek, kot prvi so družbi denar prispevali člani oziroma funkcionarji SDS ter žena Roka Snežiča. Drži? Ne. Ne drži. Ne vem, če so bili prvi. Ano, pa drugi ali kako? Ne vem, kjeri so bili. Pa tretji. Ne vem, kjeri so Pa bili. četrti. No, so Ne bili vem. zraven. A so bili zraven? Seveda, se je to javni podatek. Bili so oni prvih, ja. Med tisočimi. Koliko Ja. ste pa vi vplačali v Novo 24? Veliko. Več kot 10 000. Koliko delnic ste imeli recimo leta 2014? Ne, o tem ne bom govoril, ker je to podatek, ki nima nobene veze s to Koliko jih imate preiskavo. pa danes? Tudi to ne bom govoril, oziroma je to bi lahko povedal, pa ne bom. Sem največji lastnik, največji delničar sem, me pa zanima res, kam ima to veze s to preiskavo. Kdaj so v lastništvo vstopile družbe z Madžarske? Zdaj ste me dobili 17-18, ne vem. Ne vem točno, ampak to je javni podatek, tako da me ne rabite to spraševati. Ali so te družbe z Madžarske še vedno lastnice Nove 24 TV? O tem ne bom govoril, to se da preveriti na KDDV, prosim, če me sprašujete stvari kot strokovnjaka, ker sem tukaj, ne pa tisto, kar je javno dostopno. To se seveda ne da preveriti, ampak Seveda se da. Ne. Bile so torej javne objave o tem, da so Madžari izstopili iz lastništva. Zakaj bi to naredili? Glejte, ker je bilo v delu, res. Kako se je izvedlo? Glejte, vam bom razložil. Veste, kaj je prenosniška delnica? Veste. Se pravi, to je delnica, ki jo na skupščino prinese, ima upravljalsko pravico.
Imamo imenske in prinosniške. Imenske pišejo ime, priimek in si lastnik, sicer pa to še izvira iz starih časov, ko so dejansko bile delnice kot boni in si s tisto delnico prišel in zato se lastništvo ne more vedeti, ampak KDD vam lahko da izpisek ven. Kdo je zdaj danes lastnik, kdo je kaj se je zamenjal, ne vem. Ker ne preverjam tega. Tudi pravzaprav ne bi smel po zakonu. Vi morate biti obveščeni, ko pride do sprememb delnica, ne? Nad določenim. Kot direktora, ne? Ne v vseh transakcijah. In zakaj je prišlo do sprememb delnic? Zakaj so se navadne delnice spremenile v prinosniške? Ja, lejte, ste tudi vi kar zaslužni za to, oziroma vi, ko govorimo o golobistih, pa prej o šarcistih. Gre za to, da je bil pogrom nad nami in še zmeraj delate pogrom. In poskušate prikazati to kot neko kontaminirano in ljudje se niso dobro počutili, ker so jih mediji obdelovali in napadali. In zdaj mi razpravljamo o tem, kdo je kupil kako delnico, pa zakaj. Prav, da bi zdaj morda še gledalcem pojasnili, da prej so bile te vse delnice torej vpisane v delniško knjigo, ne? In je javnost lahko videla, kdo je lastnik. Ne? Zdaj pa tega več ne more. Ni res. Seveda je res. Zdaj pa tega več ne more in samo vodstvo Nove 24 ve, kdo je lastnik in kaj se je vmes vse zamenjalo. To so pač dejstva, v imenu resnice seveda govorim. Se bom dejstva. V imenu resnice in se pravi, mi ne moramo ugotoviti, zdaj ljudje ne morejo ugotoviti, zdaj, kdo je dejansko lastnik. Lahko je, ne vem, Miki Miška. A ne? Torej, ali ste vi odkupili delnice od madžarskih lastnikov? Glejte, rekli ste, Gledam, ali ste odkupili delnice od madžarskih niso lastnikov? bile vse delnice imenske. Imeli smo 2 izdaji, ena je bila prinosniška, ena je bila imenska. Sveda, polovica je skrita, polovica je javna, ja? Ne gre za skritost, gre za... Zakaj pa ne delate transparentno? Koliko ste vi delnic kupili in koliko ste zanje plačali? To vas čisto nič ne briga. Dobro. Torej, Nova 24 so pomagali ustanoviti člani in simpatizeri SDS. Ne vem, nisem preveril člani katerih strank. Dajte nehat, no. Ko so oni solastniki, torej družba posluje slabo. Tako slabo, da jim ne ostane drugega, kot da podarijo delnice. Tako ste jih vsaj prepričevali, da naj jih podarijo. Potem, ko jih ni več, pa Nova 24 čudežno začne poslovati z dobičkom. To pomeni, da ste ljudi vlekli za nos. To ste vi rekli, ker se vi to želite. Ne, to je dejstvo. Ne, ni dejstvo. Seveda je dejstvo. Kako je dejstvo? Koliko je imela... A ste pogledajte poslovne rezultate? Čisti, ja vidim, krasen, res. Kaj? Prvi 2 leti je bil minus, pol pa skozi plus. Skozi dobiček. Skozi pozitivno poslovanje. Ampak da ne bote, še zmeri je, mislim, da več kot 700 malih delničarjev, ki imajo skupaj več kot polovico. Nič se niso umaknili. Mali delničarji so še zmeri in nam še zmeri pomagajo. Zdaj, v imenu resnice. Ja, deva to. Deva v imenu resnice reči skrajni čas. Vaš medij izjemno pogosto, dnevno problematizira skrito lastništvo nekaterih medijev. Rečete jim levičarski, ker vsi, ki niso na isti liniji in ki ne poročajo isto kot vi, so itak levičarski. Hkrati pa ste vi lastništvo Nove 24 skrili pred javnostjo. Kdo mi? Vi. Jaz. Dobro, no, ne bova se zdaj tle lovila. Pač Ja, ne, skrito pomembno. lastništvo je. In vi ste solastnik, drži? Drži. Torej ste vi skrili, ja? Jaz nisem nič skrivil, skupščina Seveda je. ste. Ne, skupščina je. Vi ste pa lastnika, ne? Tudi eden od. Ja. Torej, vi, Skupščina je to veste, naredila. temu se reče projekcija, ne? Se verjetno ste tudi psiholog. Ne, nisem. Pa to nekaj redkega, Če kar niste. rabite, bomo zrihtali. Ja, kar dejte, no. Kar dejte. Tudi zase. Zaradi vašega večvrednostnega kompleksa bi morali mogoče tudi kaj se pogovoriti. Skratka, kar Zrcalice, govorim je zrcalice. zato, ja, točno to. Temu se reče projekcija. Ja. Torej, ti se ukvarjaš z ostalimi mediji, ki skrivajo lastništve, sam si pa slabši in imaš skrito. Odkje vam podatek, da smo slabši? Govorim vam, da skrivate.
Nič ne skrivamo. Seveda skrivate. Ne moremo najti lastništva, ker ga skrivate. In tudi pred ljudmi, ki so vam dali denar, ste to skrili. Ste tudi voditelj oddaje, v kateri nagovarjate ljudi in jih prosite za donacije. Drži? Sem voditelj oddaje. A vam ni to nerodno, da tako proste? Dajte nam denar. Vam bi bilo to nerodno? Zakaj? Ja, ne vem. Zakaj? Zato. Ne povej to, zakaj bi bilo nerodno? Vi ste neki medijski oligarh, imate ne vem kaj vse, potem pa proste uboge ljudi, ki imajo pokojnine, ne vem koliko, 340, 400, o katerem velikokrat poročate, naj vam dajo denar. Mene bi bilo sram. Ja, dobro, Zato, da imate vi visoko plačo. Ja. Zato. Ne, zato. Prosite ljudi denar, zato da imate vi visoko plačo, pa hišo z bazenom. Meni je to nagraužno, oprostite. Ja, prav, vsi imate to pravico. No, tako. Lahko mi nagraužno karkoli, jaz nimam hiše z bazenom. To je laž. Kaj pa imate? Mlako zraven? Kaj vas briga, kar jaz imam? Ja, ne, jaz pa pač povem, kaj je pisal. Lejte, a to je preiskava politične odgovornosti? Ne, jaz pišem, kaj sem pač videla. A veste, kaj jaz vse berem o nas, pa o meni? Kaj? Veste, kaj vse berem? Pa da vas ni sram. Mislim, se to je res gnusno. Ja, gledajte, zdaj... Če se vrneva na leto 19, ko ste delničarje pozivali, da vam neodplačno torej prenesejo delnice in prav tega leta dalje družba Nova 24 posluje z dobičkom, ste že novembra 2019, ko ste delničarje pozivali k neodplačnem prenosu, vedeli, da bo tistega leta Nova 24 imela dobiček. Pa so to kljub temu počeli. Gospa predsednica, sva rekla v imenu resnice. Vi ste rekli, da imam jaz hišo z bazenom. Jaz nisem lastnik hiše z bazenom. Dokazljivo dejstvo. Skratka, 100 tisoč evrov je bilo dobička. Zanima me, ali ste, ko ste delničarje pozivali k neodplačnemu prenosu, vedeli, da bo tistega leta Nova 24 imela dobiček. Ste vedeli ali ne? Načrtovali. In to rekorden, 100 tisoč. Rekorden. Glejte. Rekorden dobiček 100 tisoč. Ste to vedeli, ko ste nagovarjali delničarje k neodplačnem prenosu? Samo da ne. V resnem problemu sva, ker sem jaz pod kazensko odgovornostjo in vi mi ne dovolite, da odgovorim na vprašanje, ampak mi polagate besede v usta. Ne polagam vam, samo če ste vedeli. To, kar ste rekli, je neumnost. Ste vedeli ali niste vedeli? A vi veste? Ste ali niste? Gospa Ste vedeli ali niste vedeli? Ali lahko odgovorim? Da ali ne? Pa greva naprej, pa boste se potem razgovorili. Ste vedeli ali niste vedeli? Ali lahko odgovorim? Ker stvari niso tako preproste. Povejte. Bom povedal. Vsaka družba gospodarska, in to je eden od temeljnih razlogov ustanovitve gospodarske družbe, je, da ustvarja dobiček. Učbenik za ekonomijo, prvi letnik. Kako, če ste vi ustanovili neprofitno delniško družbo? To pa zdaj ne gre skupaj, toliko se pa na ekonomijo spoznam. Torej, neprofitna delniška družba, zdaj pa govorite, da vsaka družba deluje za to, da ustvarja dobiček. Prej ste pa govorili o altruizmu, pa ne vem kak. To je en tak kup neumnosti, da boste vi mogli kakšno ekonomijo še ponoviti, kakšno to vašo visoko izobrazbo, se mi zdi, ker osnove niso jasne, a ne? Hojs je ob ustanovitvi povedal, da lahko vlagatelji dividende pričakujejo v 4. ali 5. letu poslovanja. To je povedal gospod Hojs. Torej nikoli niste rekli, da bi... Ja, se bi ga, če bi prišel. To je njegov problem. Jaz sem prišel z veseljem. Ja, skratka, ni res, da ste rekli, da ne boste dividend izplačevali. To je v imenu resnice. V imenu resnice. Skratka, zdaj ste mi povedali, da vsaka družba deluje za to, delniška družba deluje za to, da ima profit. Prej ste rekli, da ste vi ustanovili neprofitno delniško družbo. To je zelo zanimiv ekonomski model, ki ga boste verjetno tudi Trumpu lahko prodali. Jaz mislim, da bo navdušen na tem, a ne? In zdaj ste pa rekli, da vsaka družba za to deluje, da bi ustvarila profit. Zdaj to je, ne vem. In potem pozivate ljudi, ki vam iz te borne penzije, ne, teh deprivilegiranih ljudi, ki so vaši gledalci in bravci, ki imajo par 100 evrov denarja, vi jih prosjačite, da dajo za medij, zato da imate vi plačo, koliko, ne vem, 10 tisoč evrov, ne vem, ugibam, a ne, zato in ob tem veste, da bo imela družba dobiček. Mene to grdo do ljudi. Ljudi ste potegnili za nos. In ob tem, da ste rekli, da v 4. in 5. letu torej bodo dobili dividende, pa jih niso dobili očitno. Ampak so vam celo delnice podarili. S tem ste jih pozivali. Kljub vsem virom, ki ste jih imeli finančni. A ne?
In to ni lepo. To ni altruistično. Kaj je vprašanje? Dobiček je podjetje torej imelo v vseh naslednjih letih, torej tudi takrat, ko ste delničarje pozivali k neodplačnemu prenosu, tisto leto je imelo podjetje rekordni dobiček 100.000 evrov. Jaz sicer razumem, da ste do denarja prišli z denarjem Telekoma Slovenije in z nepojasnenimi nakazili z Madžarske, ampak vseeno je to lep dobiček. Hkrati ste pa torej prosili podpornike za donacije. Zdaj mi pa povejte, kako gre to skupaj. Tako, ker ste, si bom vzel malo več časa zdaj, ker ste vi kar precej neumnosti napletli tukaj laži, insinuacij in bom rekel, kar zgrešenega sklepanja. Dajte me razsvetliti, prosim. Bom, lejte. Prosim, da ne bom slepa hodila po tem. Dejte, res, ka ni fajn, ne? Ni. Le pazite, da se ne boste tudi vi v kakšna vrata zaleteli. A je to grožnja? Ne, zaslepljeni ste očitno. A jaz mislil, da ste vi, tako, da pa vam jaz odpiram oči. Lejte, vi očitno že veste, kaj boste naredili. Saj tako smo ugotovili, da je namen te komisije diskreditirati, oziroma, če sem natančen, obračunati s pričami, kar vi zdaj le počnete. Zmišljujete si stvari in delate sklepe, ki nimajo nobene veze z realnostjo. Ja, govoril sem, zdaj grem pa nazaj, o osnovah ekonomije. Gospodarska družba, njen osnovni namen je ustvarjanje dobička. Lahko pa je to tudi drugače v praksi, kar je konkretno v medijskem projektu Nove 24 TV, ker, kot sem že večkrat povedal, podpirajo nas ljudje z majhnimi pokojninami, ki imajo majhne pokojnine zaradi te vlade. To pa seveda bo pa zdaj težko, veste, v 2 letih se pa vendarle ne da, oprostite, no. To pa moram spet po imenu resnice tukaj vskočiti. A ne? Kdo je v tem državnem zboru, kjer se sprejema vsa zakonodaja, že od leta 91 naprej? Kdo? Mi? Kdo je bil tukaj Kdo je leta tukaj 2012? en najmočnejših strank ves čas? Kdo? Ne vem, Mi? Kako ne veste? Kdo je bil pa leta 2012 Ma poslanec? dajte ga, no. Vi ste že 2012 bili tukaj. Ne, jaz sem bila tukaj 1 leto, ja. Ste bili poslanka? 1 leto, ja. Ja, saj tako tudi vi niste novi, malo stranke menjate pa to, ne? To je pa popolnoma moj problem. Ja, seveda, nisem rekel, da je problem. A vam Je to pa problem? je pa nekaj res, gospod. Jaz sem delala tudi v privatnih podjetjih, a veste, večinoma svojega delovnega časa, jaz se nisem na državnih jaslih ves čas pasla. Pohvalno. A ne? Ja. Za razliko torej od tistih, ki niso sprejeli nič, da bi bile pokojnine višje, ampak tule sedijo od leta 91 in samo smetijo. In sovraštvo sejo. Ne vem, kdorkoli se v tem prepozna, se bo že prepoznal. Ja, ok, smisel, da je Skratka, to, da je to kdo stvar... vam nakazuje te donacije? Nisem še odgovoril. Ne? Se upravičujem, izvolite. Jaz sem začel pozivati ljudi, da nam pomagajo takrat, ko se je nova diktatorska oblast dobesedno spravila na nas in se odločila, da nas bo uničila. In zato so nam tudi pomagali. Katera oblast je to bila, mislite, vlado Janeza Janše? Ne, vlada Roberta Goloba, katere del ste tudi vi v širšem pomenu. Uničujete, kršite zakonodajo, delate politični pregon nad mediji, kar vam ni všeč, kar mi govorimo, dajmo biti iskreni. Vam gre na živce, kar jaz govorim. In to je resničen problem, da jaz danes tukaj sedim. Blatite nas, kritizirate. Saj sem si že pred časom rekel, da tega zmerjanja, blatenja in laganja imam poln kufer in sem začel pač uporabljati pravna sredstva in se, veste, kako je zanimivo, vse ljudje hitro premislijo. Ne? Ko je treba govoriti resnico, ne? Na sodišču, pa pol kar naenkrat nehajo biti strokovnjaki. Dobro, kdo vam nakazuje donacije? Ljudje. Podjetja, ljudje, kdo stojine tudi? Ne, podjetja nam ne nakazujejo donacij, ker nam ne morajo, ker nimamo takega statusa. Iz tujine tudi kdo? Lahko da, kakšen, zdaj pa ne vem, da ne bom rekel absolutno ne, ker je toliko teh donacij, ne boste verjeli. Ljudje nas tako podpirajo, da po moje... Se vam ne bo treba na medijski razpis
prijavite, ne? Nisem se in se tudi ne bom, dokler bo ta diktatorska oblast, ki v bistvu nagrajuje samo tiste, ki jo hvalijo. Če pa kdo kritizira, mora pa gre v preiskavo in to nezakonito, kar bomo dokazali. Dobro. Zdaj v imenu resnice bi samo, jaz sem si napisala samo par zadev. Glejte, jaz vas nisem z ničemer zmerjala. Z ničemer vas nisem zmerjala. Jaz sem pa od vas slišala. Diktatorska oblast, golobisti, da govorim same izmišljotine, laži, politični pregon nad medijem, da imamo premijeja, ki vsak dan laže. A veste, to so tudi istožljive stvari. A veste to? Ja, upam, da me boste tožili. Bom dokazal. Vse, kar sem rekel, lahko Če bi se pa jaz sekirala za vsako, če pravite, da je istožljivo. kot en takšna priča, takele stresa, potem bi morala biti na sodišču vaš čas. Moje življenje je preveč vredno, da bi si vzela čas za take ljudi. Torej, glede na podatke iz javno objavljenih bilanc imajo zaposleni na Nova24 TV podpovprečne plače. Ali drži, da ste vi preko medijskih podjetij, ki jih vodite, dobivali več kot 6.000 neto plače mesečno? Govorimo o obdobju, ki ga preiskujemo. Glejte, kakšne plače so v teh medijih, je popolnoma nepomembno za to preiskavo. To pa sploh ni res. Ja, je. Seveda ni res. Mi se ukvarjamo z denarjem, z javnim denarjem. Ki je prišel tudi k vam, z javnim denarjem, ki je prišel k vam. In me zanima, zakaj, če je res, da imajo ljudje, ki pri vas delajo in garajo, torej podpovprečne plače so imeli takrat, vi ste imeli pa kar dobro. To je, še enkrat vam bom povedal. No, kako vi veste, da so imeli ljudje podpovprečne plače? Jaz vas sprašujem, če drži. Aha, to so bile? 1000, 1150, 1226. Kako pa veste, poznate te podatke? Ste spet nezakonito pridobivali. Pa to so javni podatki, dajte nehati. Koliko je 1000 je nekdo dobil plače? Pa sej niste tako neumni, no majdun, no dajte no mir, to so javno dostopni podatki. Torej, nam pojasnite, z katerih verov, torej podjetij ste bili vi plačani. Vas nič ne briga. Ne na zadnje obdobje 20 do 22, velik del sredstev za vašo plačo prišel od državnih podjetij in javnih proračunskih porabnikov. Ne, moj del plače je šel samo tisto, kar sem dobil. Vi ste rekli, mi pa nočemo od ministrstva, mi pa nočemo Telekoma. Za mojo plačo dejte samo od teh ubogih penzionistov, ki dajo donacije. Ne, od tistega, kar se na trgu naredi. Ljubi Jezus. Zakaj je televizija Nova TV potem, ko ste vi postali njen lastnik, kupila Nova obzorja? Zato, ker je to dobra naložba. Ja. Koliko ste plačali za to dobro naložbo? Nepomembno za preiskavo. Spet ni, ker tukaj imamo spet upravka z denarjem. Žal vam moram reči, da to ni bil zaseben denar. A res? Ja. Čigav denar je bil? Kar javni. Javni denar? Ne boste verjela, zdaj sem vas pa presenetila. Totalno. Javni denar je to bil. Sem vas pa presenetila. V upravnem odboru Nova24 sedijo torej Jože Biščak, nekdanji urednik Demokracije, Aleksander Rant, urednik informativnega programa Nova24, ter vi, ki ste direktor družbe. A se vam ne zdi majčkeno čudno, da 3 osebe, ki vodijo dnevno poslovanje oziroma urednikovanje medija, tega tudi nadzirajo? Vi torej nadzirate sam sebe, vi ste alter ego stopi ven in pol nadzira un super ego, ali kako? Ja, mislim, da bi mogli prebrati zakon o gospodarskih družbah. Imamo različne oblike upravljanja, dvotirno, enotirno in v enotirnem je pač izvršni direktor, tudi član upravnega odbora. Ali je Aleksander Rant med večjimi delničarji družbe Nova24? Glejte, če hoče, naj vam on to pove. Vemo, da so bili pred tem delničarji tudi različni madžarske državljani. Kdo so ti ljudje? Ne, državljani niso bili. Tudi Madžari ne? Madžarska podjetja so bila. Kdo je Peter Schatz? Peter Schatz je madžarski poslovnež. Se ukvarja z mediji. Torej medijski operativec madžarskega premijera Viktorja Orbana, dobrega prijatelja Janeza Janše takrat še. A ste kdaj videli tega Schatza? Obstaja? Seveda. Kako ste si razložili, da so pač te Madžari, kot ste rekli, našli ravno vašo televizijo? Kdo jih je pripeljal k vam? Dober glas? Lejte, če vas zanima, ali je to retorično? Ne, povedajte. Zanima. Ko smo začeli delati projekt, smo že v osnovi vedeli, da bomo rabili dodaten kapital.
ker je pač za eno televizijo 1 milijon za zagon in za prideti na normalno poslovanje premalo. In jaz sem že takrat, se pravi v samem začetku, iskal vlagatelje. Šel sem tudi na Madžarsko, se takrat pogovarjal z poslovneži, ki so mi rekli, ko boš imel kaj za pokazati, ko boste imeli kaj za pokazati, mi prineste, kaj ste naredili, kaj delate, poslovne načrte, investicijske načrte in bomo razmislili. No, ko se je to zgodilo, so oni razmislili in so vstopili v lastništvo. V kakšni vlogi ste pa vi takrat hodili okrog od leta 2017, ko ste to zbirali? Kaj ste bili kot slovenski podjetnik ali slovenski medijski pionir ali kako? Ne vem, a moram imeti neko Ne, sem etiketo. tako zanimam, kako ste se predstavljali, recimo? Kot Boris Tomašič. Dobro, Boris Tomašič pač, ok, v redu. Ali hodite oziroma ste hodili tudi na Madžarsko in k komu? Govorim 2022. A veste, iskreno, da ne vem, če sem se v tem času, če sem šel ali ne, ne morem potrditi. Kadarkoli pa sem šel pa s svojim poslovnim partnerjem, verjetno. Sam po moje, da nisem šel, ne vem, pa itak je nepomembno. Verjetno ste se morali z nekom torej pogovarjati, dogovarjati z nekom torej z Madžarske, da vam pač zagotovi financiranje velikega dela proračuna in spletnega portala, ne? Kako to mislite, financiranje? Oni so financirali so tako, da so vstopili v delniško družbo. Seveda, in ste se verjetno z nekom pač mogli pogovarjati in dogovarjati o tem. Ja, seveda. Okay. Bi nam znali to je bilo pred letom 20. To je bilo pred letom 20. Sprašvali ste me za 2022. No, kako je bilo pa potem s tem financiranjem? Kaj? Kakim financiranjem? Med leti 20 in 22? Oni so vstopili in to je financiranje, ne? To je to. Nakazila z Madžarske? Mislite, zakupali so oblastni prostor. Aha, ampak čakajte malo, zdaj sem pa zmedena. A so tukaj kaj poslovali? Ne vem, zakaj. Ne vem, zakaj bi ti nekje oglaševal, kjer ne posluješ? Aha. Evo, lejte, spet bom strokovnjak za marketing zdaj, ne? Da vam bom razložil. Lejte, marketing oziroma trženje prodaje zdaj širše ima generalno, ne, da me ne bojo zdaj profesori lovili. Eno je branding, eno je pa konkreten marketing. Branding ima namen ustvarjanja dobrega imena, blagovni znamki, podjetju in tako naprej. Oglaševanje klasično pa ima namen pospeševanja prodaje. Kakšni so bili njihovi načrti v Sloveniji, iskreno povedano, jaz ne vem. Očitno pa so imeli zelo velik interes skrbeti za svoje dobro ime. Temu se reče branding. Ja, vem jaz, kaj je branding. Veste, torej, aha, okay. 7 let ustvarjajo branding in potem jih ni nikjer, pa se umaknejo z lastništva. Zelo poenostavljeno, pa mogoče tako edino razumete. Ne vem, njih vprašajte. No pa dajte bolj sestavljeno. Ne bom. Se bom zelo potrudila, da bi razumela. Ja, ne vem, če vam bo uspel. Lejte, zagotovo. Kaj in zakaj se nek investitor odloči za neko potezo? Morate njih vprašati. Ne mene. Ne, jaz mislim vas kot strokovnjaka, da mi razložite, ne? Jaz vam lahko načela razložim, konkretne situacije pa ne. Ker morate njih vprašati, zakaj so se. Torej, vi ste recimo med svojim intenzivnim študijem ekonomije se srečali s tem, da nekdo pač ustvarja, recimo vlaga, ustvarja branding v državi, kjer ne posluje in tudi ne pričakuje, da bo posloval oziroma se ne pojavlja, ampak on vendarle hoče, da se po celem svetu ali pa v sosednjih državah lepo o njih govori, čeprav oni v bistvu tam nič ne delajo. Eno stvar ste vmes rekli, ne, ki nima nobene zveze z realnostjo. Ne vem, ali oni res niso imeli namena. Zdaj pa razumem, zdaj sem pa razumela. Glejte, skratka, oni so imeli nek motiv. Ja, to gre tisto. Lahko je bil, da so pripravljali vstop na trg. Aha, to gre tisto, ko se reče, there is no such thing as a free lunch. Je to to? Ne vem, ne razumem povezave. Vem, ne boste tudi mogli razumeti, veste? Ja. Tega pa vi ne boste razumeli.
Kako je izgledalo to dogovarjanje za posle, na podlagi katerih so Madžari nakazovali denar? So bili to sestanki, telefonski pogovori, ali je denar kar prihajal brez, da bi se kaj pogovarjali, ta branding? To resno sprašujete? Jo, Vi me seveda. zafrkavate, ne zdaj? Ne, kje pa, jaz sem Vi zelo ste se resna. odločili, da se boste norca z mene dela, ne me Ne, to zafrkavate. se vi delate, ampak kar povejte, vse v redu. Vsak se sami sebe lahko najbolj norčuje in vam gre to odlično. Hvala enako. Ja. Potem stva even. Ja, cool. Bi nam znali pojasniti, zakaj podjetja, ki ne poslujejo v Sloveniji, oglašujejo izključno na Nova 24 TV in prek napihnjenih pogodb plačujejo ogromne zneske? Ni res. Kako ni res? Niso napihnjene pogodbe. Kako ne? Tako, kot sem vam povedal. Z gledanostjo 0,5%, ne vem kako... Koliko je gledanost Nove 24? Ne govorim vam zdaj, govorim vam v tistem obdobju, ko sem jaz gledala. Ne? Telekom pa 500 000 na leto capa. Pa Za ste neko rekli, da ste delali obskurno v privatnem televizijo, sektorju. dajte no nehat, no. Obskurne so vaše izjave. Podobno velja za medijska podjetja z Madžarske, torej, ki leta zagotavljajo sredstva vašim medijem in v zameno ne dobijo nič, zato so imeli zdaj vsega dosti in so očitno spakirali ta svoj branding nazaj na Madžarsko, ker je pač njihova naložba praktično nič vredna. Sveda so nekaj pričakovali, ampak očitno se to ni uresničilo. A ste jih kdaj vprašali o tem? Kaj? Ali ste vi pač to vzeli in to je to, ta branding? A vas zanima, kaj vam jaz na to temo povedati? Ali No, boste povej. razlagali vi že vnaprej? Vi ste vi razložili vse. No, Ni povejte, res to, kar povejte. ste rekli. Potem pa vi povejte svojo resnico, prosim. Glej, jaz sem povedal. Jaz sem na vprašanje odgovoril, zdaj ga vi lahko obrnete še 35krat, pa bo odgovor še zmeri tak, da vam ne bo všeč, pa boste še zmeri vrtali. Dobro. Seveda, to je moje delo na tej komisiji, da vrtam. Ne, vaše delo je, da vodite Ali so preiskavo morda vsi politične ti odgovornosti. milijoni od ljudi iz kroga SDS in je bil denar preko Madžarske nakazan le zaradi prikrivanja izvora? Kakšnega prikrivanja izvora? Vprašam vas, da... Ne, čakaj, o čem govorite vi? Ali so morda vsi ti milijoni od ljudi iz kroga SDS in so denar nakazovali iz Madžarske le zaradi zakrivanja izvora? Podjetje, oziroma vsa podjetja, ki jih jaz vodim, poslujejo zakonito, ne perejo denarja, ne prikrivajo izvora denarja, tako da je na vsako vašo insinuacijo in špekulacijo odgovor ne. Dobro. Bi pa v tem obdobju vaše podjetje zelo težko delovalo, če tega denarja ne bi bilo. Drugače bi delovali. Pa denarja od Telekoma. In veste kaj, zanimivo, da se v tem obdobju dogaja ena taka, ko bi dal na tehnico, ne? Se pravi, ko začne Telekom nakazovati preko famoznega inštituta denar, potem ta denar z Madžarske pada, torej ta rase, ta pada in obratno. Ne? Tako, kot da bi se oni kaj pogovarjali, kot da bi se to nekako lovilo, neko ravnotežje med tem. Tako, taka zanimiva korelacija. A mislite, da je korelacija, imate kak... Ne vem, jaz tako pač opazujem, pa Ne, če lahko, da rečete ni, korelacija, ne? pomeni, da Lahko, je ni, ampak vzročno zgleda, posledično. da, zgleda, zgleda, okej. da. Se Ne? tako vi funkcionirate? Ne. Ja, kakorkoli jaz funkcioniram, je čist moj problem. Ne, ko Se sem lahko tukaj, je tudi o tudi moj. vašem funkcioniranju pogovarjamo. Torej, če gremo zdaj na IZAP in vašo televizijo. Vaši ustanovni delničarji so na oblast prišli 13. marca 2020. In takoj zatem je njihova družba, torej televizija Nova 24, začela od državnega Telekoma Slovenije prijemati nadomestilo za predvajanje, kar je Telekom predtem ves čas zavračal. Ali se vam zdi, da je to naključje, ali pa so vaši ustanovni delničarji s položajem moči zlorabili državno družbo in jo prisilili v škodljive pogodbe? Pogodba s Telekomom ni bila škodljiva. Naši ustanovni delničarji, po mojih podatkih, niso na nikogar pritiskali. Zakaj? Ker pogodbo za plačevanje, za distribucijo pravic je podpisal direktor Telekoma, ki ga je postavila vlada Marjana Šarca. Tako da ne vem, kakšen vpliv naj bi imeli naši ustanovni delničarji na nekoga, ki je iz vaših vrst. Kdo pa je bil v nadzornem svetu? Ne vem.
Vam Telekom še plačuje nadomestilo? Ne bom odgovarjal na to vprašanje, ker je stvar poslovanja družbe in niste upravičeni do teh Seveda podatkov. smo, ker to pa je relevantno Pa vprašajte vprašanje. Telekom. Ne? Torej, dokazuje inštitutu. Dobro. Kakšno je bilo to nadomestilo takrat? Glejte, vi ste nezakonito pridobili vse Kakšno je bilo to nadomestilo takrat? Kaj pa kričite? Povejte, kakšno je bilo nadomestilo, pa prosim povejte. Vi ste nezakonito pridobili vse Glejte, v tem naše... nezakonitem boste na kakem sodišču dokazovali, ni problem, Bom. ampak zdaj mi povejte, kakšno je bilo to nakazilo. Gre za javni denar, da povemo ljudem. Gre za javni denar. No, ne veste, kaj je Javni denar. Ne, ni javni denar. Naš denar. Ne. Od tistih upokojencev 400 evrov penzije, ki plačujejo vam donacije, da si izplačujete visoke plače in da delate take packarije. Ta denar je bil. So cel Tako. življenje plačevali, Skratka, da imate vi- kolikšno je bilo to nadomestilo? Ne boste povedali, v redu. Bom Dan, povedal. kako zdaj boste pa povedali, Lejte, prejle a pa ste ne. me poklicali, da vam odgovarjam Ja, na potem vprašanje. pa povejte, ali da no, boste ne vi- bova sedmiškolance igrala tole. Vi kričali tukaj na mene, dajte Ja, se saj. obvladati malo, no pa sej smo odrasli. no. Kolikšno je bilo, smo odrasli nekateri, kolikšno je bilo to nadomestilo? To Boste odgovorili ali ne? podatek ste nezakonito pridobili in ga veste. Zakaj me to sprašujete? Ali boste povedali, prej ste rekel, da boste povedali, zdaj ne boste Ne, povedali, rekel pa sem, ste da rekel, bom da boste povedali odgovoril, in da da ne vam boste povedali, razložim, dajte se da je odločiti. to še eden od podatkov, ki ste jih nezakonito Dobro, ali so se v pridobili. času, ko je Telekom podpisal škodljivo pogodbo za nadomestilo, zmanjšala denarna sredstva, ki ste jih prejeli z Madžarske ali ne? Pogodba ni bila škodljiva. Ali so se zmanjšala sredstva z Madžarske? Ne vem. Ne veste. Ne vem, v katerem obdobju. Krasni šef, ste res, nič ne veste. Nasplošno, vi dobivate denar z Madžarske, zakaj točno je malo ljudem znano, ampak gre za veliko denarja. In ko pride SDS na oblast in naenkrat vam začne vplačevati državni Telekom veliko denarja, in kaj ni potem zelo nenavadno, kot sem že prej rekla, da Madžari pa kar naenkrat zmanjšajo količino denarja. To je res nenavaden pojav. A ne? Ker kot ste rekli, vi živite od oglasov, ki jih dobite na trgu in od altruističnih ljudi, ki si želijo drugačno Slovenijo. Ali televizija Nova 24 posluje z družbama Nova obzorja in Nova hiša? Da. Zakaj? In kakšno je to poslovno sodelovanje? No, tako? Dobro. Mislim, v kakšnem... Kaj počnete en za drugega? No, zakaj gre? A gre za članke? Gre za normalno poslovanje kot med vsemi podjetji, nič posebnega. Ne vem, kaj bi vam tukaj odgovoril na to vprašanje. Zakaj niso Madžari direktno nakazali denarja demokraciji? Zakaj je bil torej potreben posrednik, televizija Nova 24? Kakšen posrednik? Za Niso denar. direktno, ne vem. Kaj so oni, zakaj? Lejte, niso nobenega posrednika, ne vem, o čem vi govorite. Ja, pač povemo toliko denarja, skratka, Kako ni šel toliko direktna denarja? demokracija, ampak je prišel k vam. Lejte, vi gledate tako, ne? Podjetje ima Ne, jaz vem, gledam 2 takole. milijona prihodkov, en del je prišel iz javnega in rečete, Boris, zloben, ker hočete pač, da bi ljudje rekli, da si plačuje 10 jurjev plače, da ne 50 Ja, lejte, to res ni jurjev lepo, plače. veste, da porosjačite. 50 jurjev, pa To res ni lepo. vi dobite tudi državni denar, se vam ljudje plačujejo. ko Ja, pa nimajo- ne nimajo 10 tisoč, Majdun, Se meni kje tudi pa? ne. Meni tudi Niti ne. 6 tisoč No, ne. to je laž. A veste, pa sem izvoljena. Lejte, vi pa moram niste. odgovoriti, ker me hočete diskreditirati. Ne, Sej, kako vi je že rekla hočete Mojca diskreditirati Pašek Šetinc? vse. Ja, puste, bogo Mojco, no, primer, Ja, se boste obešali na to. Torej, bom kar ugotovili smo, preprosto da je povedala. Nova 24 v veliki meri odvisna od javnega denarja in zato smo danes vsi tukaj in vas sprašujemo, ali se je pretakal denar od televizije Nova 24 na spletni portal in demokracijo. Če je šlo za fiktivne posle, brez podlage v storitvah, da ste recimo plačevali posojila, donacije ali pa kapitalske vložke, potem bi to pomenilo, da ste pod črto plačali manj davka na dobiček. In potem smo že pri davčni utaji in spet pri javnem denarju. In zato je pomembno, da to razčistimo. Tudi vam mora biti to v interesu. Ne, jaz sem to razčistil z davčno. Nobenih fiktivnih poslov, ne vem, kakšne proste spise vi berete. To so, ne vem, sploh ne vem, kaj vi govorite. Kakšne davčne utaje, kakšni fiktivni posli. Torej, zakaj niso Madžari direktno nakazali denarja demokraciji, ampak je šlo preko vas, pa potem tja? Se ga niso nakazovali demokraciji. Ne direktno, ne posredno. Ampak komu so ga pa nakazovali?
Oni so plačevali storitve. Kako mi ni jasen? Storitve? Pa pravite, da ste bili v zasebnem sektorju. Kakšne storitve? Te, ki smo mi za njih opravili. Katere? Vse, kar je bilo v pogodbi, smo opravili. Naprimer? Ne bom vam tega govoril, Okay. ker ne bom razkrival Kolikor je našega meni znano, poslovanja. in tem se lahko, bomo potem na zaprtem delu, kolikor je meni znano in o tem se lahko vsak prepriča v javno dostopnih bazah, so 3 različna podjetja z različnimi lastniki in različnimi zaposlenimi, vsaj uradno, in verjetno se ne more kar levo desno prenakazovati denar, če ga kdo potrebuje ali ja. Ne more se prenakazovati levo desno. Zakaj se pa potem je? Ne se ni. Med novimi obzori, med novo 24, med novo hišo se je prenakazoval denar. Ni se kar tako, ampak na podlagi temeljnic. Smo imeli osnovo za to. Novo obzorje, torej demokracija, je v lasti stranke SDS. Ne, če bi v ta- delni. Je v Bodite lasti natančni, ko smo SDS. pri resnici. V delni lasti. Ja, ampak v Manjšinski. lasti. Manjšinski. Ampak v lasti. Manjšinski. Ja, ampak v lasti, a ne? Last. Ja. Ne v večinski, v lasti. Ja. Ja? Če bi ta družba dobivala veliko denarja od televizije Nova 24, ki je povsem slučajno odvisna od madžarskega denarja in denarja državnega Telekoma v tistem obdobju, a se vam ne zdi to sporno? Ne. Ker je vse skladno z zakonom, tudi lastništvo. Ampak vi in SDS. vaša stranka tako radi govorite o levičarjih v krajih davkoplačevalskega denarja. Ja. Tukaj se vam pa ne zdi nič spornega. Ne, zato, ker nismo več ukradli. Kako da ne? Lejte, nismo mi kupili tiske, jo precenili za 4 milijone. Dobro, v redu, ajde. Ja, nismo, ne, vi pa ste. Če govorimo o Ne, vi SDS-ovcih, ste pa pač Telekomu krog golobistih, prinesli in tam črpali denar, v redu, Ne, pa še kje glejte. druge, seveda ste. In pa gospa- kako se mediji financirajo žilnih opornic, to vaš čas razlagate, ampak sami počnete, to je ta projekcija, sami počnete stvari, ki jih očitate drugim. A ne? Dobesedno govorimo o strankarskih medijih, SDS je lastnica, vi kričite, da v bistvu to ni strankarski medij, a stranka je lastnica, to je isto, ko bi rekli, da nekdo ni občinski medij, če je v lasti občine, a ne? Dobivate denar od Madžarov in Telekoma, ste v lasti stranke, ampak vse je v redu. Če bi pa to kdo drug del naredil, o moj bog, kaj bi to bilo na Novi 24, kdo vam laže, to bi bila serija niz oddaj, a ne? Za tiste, ki razumemo ekonomijo, ne bi bila. Torej, Zlagali ste se. Ali televizija Nova 24 morda plačuje novim obzorjem in ali novi hiši za ustvarjanje vsebine, člankov? Zdaj, mislim, A ja ste rekli, da ne boste občutek, Dobro. da vi zaslišujete sami sebe in si delate tukaj neko... Povejte, nek šov, ali ki je torej bilo- ste rekli, da ne boste tega Nehajte odgovarjali? lagati. Ste rekli, da tega ne boste odgovorili, se upravičujem. Nehajte lagati. Ali ste kdajkoli plačevali tudi podjetja, ki izdajo portale, kot so Moja Dolenjska, Moje Posavje, Moje Podravje in podobno? Vi ste rekli, da sem okoli prinesel Telekom. To je Ali ste laž. kdajkoli plačevali podjetja, ki izdajo portale, kot so Moja Dolenjska, Moje Posavje, Moje Podravje in podobno? Nimate pravice do teh podatkov. Skratka, ne boste Tudi odgovorili. na zaprti v redu. seji ne bom vam vnaprej povedal. 2 od teh portalov je upravljal vaš kolega, poslanec SDS Zoran Mojškrc. Na njegovo podjetje Geopolar se je stekalo veliko javnega denarja in vemo, kaj se je potem s tem denarjem dogajalo. Kje je končal? Morda na kakšni, je katero od vaših podjetij plačevalo tudi Po gospodu moje Mojškrcu? prvem že je to Logarju. Zakaj bi vse to sploh obstajalo na tak način? Če so oni del vašega medijskega sistema in če se vi borite za transparentnost medijskega lastništva in transakcij, zakaj bi to skrivali? Kaj skrivamo? Vi nekih stvari nočete povedati. Zakaj bi to naredili, če ste pošten človek in če pošteno poslujete? To je težko razumeti. Ja, vem, ja. Zelo težko razumeti, ker zakaj bi to naredili? In to ravno vi, ki ste največji borec, da je nekaj transparentno, pošteno, ampak sami pa tega ne počnete. Tukaj ste me pa razočarali. Moram reči, da že dolg toliko komplimentov nisem slišal, nisem pričakoval tega, res ne. Vam bom povedal, zakaj. Vam bom povedal, poglejte. Zato, ker konkretno poslovanje, konkretne transakcije, vi delate, temu se reče v policijski preiskavi phishing. Ne? Vse bomo pogledali, pa ni vrag, da nekaj ne bomo najdli. Ne? Vi ste vse transakcije, vi ste pridobili transakcije od naših naročnikov, od tistih ubogih ljudi, ki vam je toliko mar za njih, pa za njih ne naredite. Samo
sodišče lahko odredi pregled. No, to, kar ste zdaj rekli, je laž v imenu resnice, ampak gremo naprej. Ja? Kje piše, da lahko vi to naredite? Povejte mi člen. Dobro si preberite. Sem. Ne bom jaz vam nič tlele razlagala, preberite si vse. Pa vi... Očitno ste par členov, ki vam ne pašejo, spustili, to je itak vaša praksa, ampak povejte do konca, kar ste imeli povedati, pa greva zdaj na naslednje stvar. Nezakonito pridobljene podatke ne smete obdelovati. Ste jih obdelovali? In jih tudi ne. Ali in zakaj ste prejemali plačilo od slovenskega podjetja Airpost R, prej se je imenovalo Ripost. To je ime, tako je ime tudi podjetju na Madžarskem, izdajatelju tabloida, ki širi propagando v korist Orbanovemu režimu in se polni z denarjem tamkajšnjih državnih podjetij. Nekaj takega, kar se je med prejšnjo vlado dogajalo tudi z Nova 24. Zakaj ste prejemali plačilo tam? Kakšne storitve ste upravljali? Samo preiskovalni sodnik ima pravico odrediti, pridobiti te podatke. Torej, kaj je bil namen teh plačil? Z vsemi poslujemo zato... Oglaševanje ali je bilo kaj tretjega? Bilo je, mi poslujemo generalno oglaševanje, delamo tudi druge storitve, kako raziskavo, kaj napišemo in tako naprej. Različno. Za konkretnega pa ne bom govoril. To v nezakonitosti, a veste, vaš kolega Mojškrc je to že na sodišču izgubil, ker je to trdil, da je to nezakonito. Redu? In je na sodišču izgubil. Tako da ne ponavljate tega, škoda časa. Je imel slabega odvetnika. Ne. Torej, vam je znano ime Belfry? Ja. Kaj je to? Poznam ime Belfry. In nam morda lahko kaj več poveste o Belfryju? Ne. Ne morete. Zakaj bi oni oglaševali pri vas? Ne vem, vprašajte jih. Vi kar tako, recimo, če bi prišel za en pač nek lump, pa bi želel pri vas oglaševati, vi bi to kar objavljali, kako? Se razumem, kdor dobro plača, pač objaviš. Mi kot medijska družba edino, kar preverimo, da je tista objava skladna z zakonom in standardi. No, zanimivo je recimo, da... Z veseljem objavimo oglas, če nekdo prinese oglas, ja. Zanimivo je, da to podjetje Belfry ravno letos odprlo podružnico v Sloveniji in nekako se celo zdi, da je to zaradi naše preiskave. Ali jim bi vam mogoče kdo povedal, da bodo predčasne volitve in so hitro pohiteli, ne? To bi bila verjetno možnost, ne? Kdo je odločil, da boste dobili Belfryjeve oglase, če se vam slučajno, če se spomnite, kdo vam je to uredil? Kdo nam je to uredil? Ste vi bili v dogovoru ali vaša marketinška služba? Sem povedal, gledajte, pri tolikih poslih težko rečem. Mi v tem trenutku imamo 4 komercialiste na terenu, tržnike, tako da takrat je bilo sicer manj, ampak ne vem kdo, pa tudi čisto nepomembno za to preiskavo. To vi kar ali je tudi Ripost oglaševal pri vas? Kdo? Ripost. Ja, seveda, mislim, da je. To je tuji medij, zakaj bi pri vas oglaševal? Zaradi brandinga? Zakaj pa ne bi? Ne vem, povejte, kako... Ne, pa zakaj ne bi? Pa kaj se vi s tem ukvarjate, če nekdo hoče oglaševati, lahko dela s svojim denarjem, kar hoče. Jaz lahko plačam oglas v Burkini Faso, pa tam oglašujem, če hočem. Vem, ampak to bi bilo precej neumno, po moje. Ja, glejte, zdaj, kaj je neumno, sigurno ne bi takšne neumne poteze naredila, ne? Ja, ne, pa kar se vam zdi There is no such thing as a free lunch. Zakaj nekdo oglašuje tu? Zato, ker nekaj pričakuje, da bo dobil nazaj, ne? Ja, seveda, pričakuje, kaj bo dobil. Zakaj pa oglašuješ generalno, greva spet nazaj na osnove? Mogoče od vlade, ja. Ste za Madžare torej delali tudi kakšne študije ali analize? Delali smo tudi študije in analize. Aha, vi ste tudi... Ne vem, če za Madžare delali smo jih. Ste tudi torej specializirani za študije in analize? Nismo specializirani, jih pa znamo delati. Torej, zdaj pa naslednji sklop gre na državno oglaševanje, če začnemo s televizijo Nova 24. Zakaj je v letih 2021 v času, ko so vaši ustanovni delničarji prevzeli oblast, prišlo do občutnega povečanja oglaševanja iz javnih virov? Zato, ker je bila pametna vlada in je vedela, da je modro oglaševati v mediju, ki ga ljudje cenijo. Ki ga nihče ne bere, ja. Gremo specifično. V omenjenih letih, ko je vlado vodil vaš ustanovni delničar Janez Janša, ste od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dobili skoraj 50 000. Kaj je bil namen teh sredstev? Pač neki so oglaševali, verjetno. Pač neki, 50 000 je pač neki. Ne vem, kaj konkretno, ne me zdaj tukaj za jezik vleči, kaj so oglaševali.
Zakaj ravno oglaševali so recimo tudi pri hišni agenciji kakšne stranke, ko so, ne vem kaj so, zdravo hrano, ne vem karkoli pač so. Pa zakaj ravno vam? Pa zakaj pa nam ne? A smo mi z nami kaj narobe? Ne, niste, ampak vse nimate takega dosega, kot si vi v svojih fantazmah predstavljate. Čakajte, lejte. A vam pokažem 2022. Telekomov doseg? 2022. Ja, od takrat. Ja, imamo Od podatke, hvala lepa, ne potrebujem. Ja, očitno jih ne znate brati. Znamo. Skratka, Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje vam je nakazal 30 tisoč. Zakaj? Prosim? Urad Vlade za komuniciranje vam je nakazal 30 tisoč. Zakaj? Kaj je nakazal? Še enkrat. Kaj ste počeli za Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje? Sem vas lepo vprašala za 30 tisoč. Če se spomnite, če se ne rečete ne, pa gremo naprej. No, pejte naprej. Prav. Dars vam je nakazal 25 tisoč, ponovno, zakaj ravno vam? Spoštovana gospa. Ministrstvo za kulturo vam je nakazalo 20 tisoč, zakaj? Glejte. Ministrstvo za zdravje 12 tisoč, zakaj? Okay. Ministrstvo za obrambo 5 tisoč, zakaj? To je en tak sklop. Ja. Vprašanj, ki nimajo nobenega smisla in niso zakonita. Glede, v tem, kar ima smisel, niste vi, da odločate. Res ne. Jaz ne odločam, lahko pa imam svoje mnenje. Lahko ne odgovorite. Lahko imam svoje mnenje. Lahko imate tudi svoje mnenje. Jaz bi vam sicer svetovala, da ga zadržite zase, kdaj pa kdaj ne bo slabo, ampak... Tudi vam ne bi škodilo. Ampak, kakorkoli že, to je pač denar. Vi ste na oblasti. Naš denar. 25, 20, 12, 30 tisoč, 50 tisoč, 5 tisoč, kar naenkrat čudežno, ko pride SDS na oblast. 7 milijonov za Litijsko, 6 milijonov za računalnike. Jaz nimam za Litijsko nič, jaz vas sprašujem. Vi ste članica Svobode, vi ste oblast. Potem vas prosim, da preko svojih prijateljev in delničarjev dosežete, ustanovite preiskovalno komisijo in vso to packarijo, o kateri govorite, obdelate. Izvolite. Tukaj se pa pogovarjamo o tem. Prav? Brez veze, da se pogovarjava zdaj tule o vsem, pogovarjamo se o tem. Prepričati, da ustanovijo preiskovalno komisijo o zlorabah preiskovalne komisije. 5 tisoč, ne veste zakaj. Dobro. Pojdimo še na portal 20 do 22 časov, ko so vaši ustanovni delničari prevzeli oblasti, prišlo do občutnega povečanja oglaševanja iz javnih virov. To drži? A lahko govorim? Pa dejte, no. A lahko, tokrat lahko. Dejte. Ok, ste mi dali dobro idejo. Jaz bom poskušal prepričati 30 poslancev zdaj v tem mandatu ali pa v naslednjem, da ustanovijo preiskovalno komisijo. Oprostite, vi ste zdaj priznali, da ste politik. Vi ste torej politik. Vi niste medijski oligarh, vi ste politik. To sem pa šokirana, res. Vi ste torej politik in zdaj ste povedali, da politično delujete. To je pa hudo. A da politično delovanje je hudo? Jaz bom predlagal, vi ste medij. Ja. To je glih tako, kot bi recimo urednik Mladine zahteval, da se ustanovi preiskovalna komisija in bi šel, pa bi tam vse za ušesa vlekel, da ne podpišejo. Veste, kaj bi to bilo? Vi bi iz tega naredili serial Vojna in mir, kdo vam laže. Morate razumeti, da je čudno, da začnete denar od države dobivati, ampak zdaj, ko ste se takole razkrili, ni več čudno, da začnete denar dobivati ravno v času, ko vaši delničarji prevzamejo oblast. To mi zdaj ni več čudno. Ker kot zunanji opazovalki mi se to zgleda, kot da so vaši ustanovni delničarji zlorabili oblast za to, da so podjetju, ki so ga ustanovili, da sem natančna, zagotovili državna sredstva. Tako je pač to videti. Kaj pa medijske agencije? Ali so se v letih, ko so bili vaši ustanovni delničarji na oblasti, povečala plačila, ki ste jih prejeli strani medijskih agencij? Dobro. Zakaj bi medijske agencije to počele? Obvladujejo jo najvplivnejši ljudje. Lahko izgovorim? Lahko še kaj povem? Nekako ste dali občutek, da ne želite več odgovarjati, da si pa želite igrati igrico na telefonu, jaz to razumem in zato sem šla potem naprej. Ne, jaz želim odgovarjati, sem skozi prekinjate. Izvolite, seveda, to je moja naloga, izvolite. A vaša naloga je, da me prekinjate? Izvolite, gospod Tomašič.
zlorabljate. V redu, povejte, odgovorite na vprašanje, o teh zlorabah pa to pa rešujte drugje. Izvolite. Zlorabljate parlamentarno. Torej, kaj je medijska agencija? Ali so se v letih, ko so bili vaši ustanovni delničarji na oblasti, povečala plačila, ki ste jih prejeli strani medijskih agencij? Lahko odgovorim ali boste skozi prekinjali? Ja, ampak na to vprašanje. V drugih vprašanjih se bova drugje pogovarjala. No, povejte. Zlorabljate parlamentarno preiskavo, sprašujete stvari, ki so stvar poslovanja, sprašujete za podatke, do katerih nimate pravice brez odredbe sodnika. To ni res, ampak pustimo to. To je res, če ni res, pa gremo na... Zakaj bi to medijske agencije počele, če so počele? A ne me niste slišali? Dajte nehati kršiti zakon. Pa vi ste dolžni kot zakonodajalec. Če so počele, zakaj? A vam spet gremo v teorijo. Povejte, kaj je namen družbe Nova hiša? S čim se ukvarja ta družba? Gremo za kup. Kaj je namen družbe Nova hiša? Ste povedali, da je nezakonito, v redu. Kaj je namen družbe Nova hiša, s čim se ukvarja? Zakup. Kaj je namen družbe Nova hiša in s čim se ukvarja? Glejte, to piše v statutu družbe. Dajte mi povedati, no. Prosim. Berite. Berem, ampak krajši leposlovje. Priznam. Prav. Ne? Torej ne boste povedali, kaj je namen družbe. To je javno dostopen podatek. Ne me spraševati stvari, ki jih veste. Poveste še vi, da vidimo, da smo prav prebrali, če smo prebrali. Želimo odgovoriti na vprašanje o zakupu. No, izvolite. A veste, način zakupa ali pa recimo oglaševanja se na različne načine izvaja v praksi. Pa ni nič drugačen na Novi 24 TV kot na necenzurirano. Oziroma na necenzurirano je drugačen. Tam dobijo 103 jurje, pa ne vejo zakaj. Ne? Ali preko agencije, ali naročnik neposredno. Lahko plača po objavljenih oglasih, lahko pa zakupi vnaprej, dobi ugodnejšo ceno in izkoristi, kar pač izkoristi. To ni poslovna praksa Nove 24 TV. To je poslovna praksa tudi na Pop TV-ju, na Pro Plusu in še kje drugje. Dobro. Torej, medijske agencije smo jih tudi zaslišali, pač njihove predstavnike, a ne? In eden od njih je, če se spomnite, tudi od brata Janeza Janše za smešno visok denar odkupoval podjetje za prodajo daril prek Luksemburga. Se spomnite tega? Kaj ima to veze z mano? No, in ko ja ne vem, vi ste pač se zdaj izkazali kot politik, zato vas zdaj malček drugače sprašujemo, ne? No, ko SDS pride na oblast, je zanimivo, da začnejo te medijske agencije polniti Novo 24 z denarjem. In ta zagotovo ni prišel od zasebnih oglaševalcev, pa kot državnih podjetij, kot kažejo tokovi, ne? Ampak je zanimivo, da je to, vse se zgodi točno v enem določenem obdobju in vse se opade skupaj, ne? To je, se veste, da v teh rečeh ni slučajnosti, ne? Od kje prejema sredstva za poslovanje Nova hiša? Prejema sredstva. Ja. Gospa Vonta, prosim, moram vam priznati, da dobro tale šov peljete, ampak škoda, da ste mene vabili, ker itak, da brez veze, da sem tukaj, ker vi že vse veste. Če nočete odgovarjati, Temu se reče gestapo zasliševanje. Mi že vse vemo, na vas je samo, da priznate. Jaz moram sam priznati, ne? Ne, jaz vam dajem možnost, vi ne želite odgovarjati, pravite, da me nekaj ne sme brigati, potem pravite, da je nezakonito nekaj pridobivam. To so hude obtožbe, veste, ki se jih na sodišču da tudi, pa boste takrat potegnili. Upam, da se srečamo na sodišču. In vam tudi vaša retorična telovadba ne bo prav nič pomagala. Ker ko gremo pa za dejstva, so pa pač tu dejstva in nič drugega. Nobena telovadba, retorična telovadba, ne? Od kje torej prejemate sredstvo za poslovanje? In dejte ovadbo, če je vse, jaz ne vem, kaj čakate. Zoper prejšnjo predsednico sem jo dal, zoper vas jo bom tudi dal, brez skrbi. Torej, odkot prejemate denar za poslovanje? Kako se financira ta družba Nova hiša? Z prodajo storitev na trgu. Naprimer? Kako mislite, naprimer? Katere storitve? Objavimo oglas, izstavimo račun za objavljen oglas. Torej se ni bilo tako težko povedati, ne? Ali Nova hiša prejema sredstva od podjetja AirPost Air, torej Madžarov? Kaj? Če Nova hiša tudi prejema sredstva od Madžarov, od AirPost Air? Kje smo spet pri 156. členu zakona o kazenskem postopku?
O, ljubi Jezus. Ali Nova hiša sodeluje s televizijo Nova 24? Zdaj bom začel tako, ko sin vašega nekdanjega predsednika stranke, ne, ki ste mu zvesto služili. Odgovor je enak prejšnjemu. Nimate pravice do teh podatkov, kršite, zlorabljate, ker ste na oblasti in delate, kar hočete, lomastite po državnem zboru. Spoštujte mal to demokracijo, ki je bila z muko ustvarjena v tej državi, ne pa da ste v 2 letih pa pol uničili vse. To so mi zelo znani, res znani stavki. Zdaj me pa zanima, je to v bistvu kakšen tak, a imate vi to kakšen priročnik, ker zdaj, ko vidim, da ste tudi politika, ne, nekako lahko domnevam, da v bistvu imate nek priročnik SDS, v katerih so točno te stavki, ker to je prav matrika, ne. To se zdi, kot da bi z enim čipom bilo spuščeno tole, kar zdaj govorite, ne. In to je res občudovanja vredno. Not. Skratka, Nova hiša od Ministrstva za kulturo v tistih letih, ki jih mi preiskujemo, prejela 26.600 evrov. Kaj je bil namen tega plačila, če veste in če želite odgovoriti? Oglaševanje. Ne spomnite se pa česa, kaj bi Ministrstvo za kulturo oglaševalo, da je lepo ali kako, ali pa da je minister smetana družbe ali kaj. Ne razumem. Se mi je zdelo. A je mogoče šlo za medijski razpis? Ne vem. A niste rekli, da vi se ne prijavljate na take packarije, pa to, ker to bi vi ukinili vse te medijske razpise? Ja. Zakaj se pa prijavljate na nje? Ta prav poslovnež izkoristi priložnost. Če me pa vprašate načelno, bi pa ukinil za vse. Potem niste načelni. Ker je to zloraba. Potem niste načelni. Torej, načelno bi vi vse ukinili, ampak prijavljate se pa. Gre za vprašanje... Vaša neprofitna delniška družba. Ne, gre morate razlikovati načelnost pa neumnost. Ne? Neumen bi bil, če ne bi se prijavil. Zdaj, ko ste vi na oblasti, se ne, ker itak lomastite po medijih, koliko vam paše. Ja, itak. Torej, od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je Nova hiša dobila 24.300 evrov. Zakaj tukaj ste kakšen ekovrt postavili ali kaj? Ne vem. Dobro. Nakazila medijskih agencij, ali so se povišala tudi v Novi hiši v času vlade Janeza Janše? Glejte, s tem povišanjem, to pa moram razložiti. Ne? Očitno pred vlado Janeza Janše je predsednik vlade dal fatvo na Novo 24 TV in rekel, ne smete tam oglaševati. Isto je naredil vaš ljubljeni vodja Robert Golob. In seveda so to razlike. Ne? A niste malo prej rekli, da je Golob k vam hodil pa oglaševal? Zdaj pa ne razumem. Preden je postal premier, je bil, ja, super. A veste, kako je bil pošten? Torej oglaševal je na levi, desni, povsod. A vidite to poštenost, ko bi vi bili taki pa vaši? A veste, kaj je rekel? Elektriko kupujejo in levi in desni. Vi me pa zdaj zaslišujete, zakaj bi Ministrstvo za kmetijstvo oglaševali pri nas. Ja, zato, ker zdravo hrano naj bi jedli tudi levi in desni, verjetno. Ali sam levi lahko. A ste se vi pogovarjali z medijskimi agencijami, ste imeli stike z njimi? O tem povišanju, ko so že prej govorili. Lejte, dajte mi razložiti, res me zanima, kdo je preiskovanec v tej komisiji? Koga vi sploh preiskujete? Ali sam imate tukaj namen mene zajebavati? Ali poznate agencijo Ruptli? Kdo je preiskovanec? Zdaj mi povedam, znal odgovarjati, če to sploh povezam. Ko bomo imeli preiskovalno komisijo v nasprotni smeri, boste vi mene vse lahko spraševali, zaenkrat je pa tako, kakor je. Ne bom, ker jaz ne bom poslanec, ker nisem politik. Vi ste že politik, ste povedali danes vse. Sami ste povedali. Poznate agencijo Ruptli? Ruptli? Ja. Ja. Ste z njo sodelovali? Ja. Vam je znano, da gre za rusko medijsko agencijo, ki je znana po širjenju fake newsa in je pod sankcijami EU? Zdaj, da bo jasno, mi smo prekinili z njimi sodelovanje takoj, ko se je izkazalo, da je z njimi nekaj narobe. Aha, prej ste pa poslovali, niste preverili, preden ste začeli poslovati, če je z njimi kaj narobe. Nič ni bilo takrat narobe. Vi pač vzamete, kdor da, pa tudi če je, ne vem, zmaj, vse en. In potem, ko vidite, ste pa prekinili. Glejte, jaz, a verjamete, če vi prinesli glas, bi tudi od vas vzel? Ne verjamem. In če bi bilo pa to, potem ste pa res nenačelni. Zakaj? Zato. Zakaj? Nenačelni, ja. Laži,
insinuacije, izmišljotine, gestapovstvo, pa to. Da ja ne bi tega, kaj vam pa je? To pa res ne smete. Malo načelnosti, pa kljub temu, da se borite za denar, morate ohraniti. A to zdaj... Ne, to pač je moje. Mama moja... Torej, vam je znano, da gre za rusko medijsko agencijo? Vam je bilo znano prej ali samo takrat, ko ste zvedeli, ste pa prenehali? Ker namreč imamo navedbe, pa povejte, a je to res ali ne, da je Nova 24 pogosto objavljala posnetke, ki jih je priskrbela agencija Ruptli. Kaj ima to veze s to preiskavo? Seveda ima veze. Razsvetlite me tokrat vi. Seveda ima veze. No, povejte. Seveda ima veze. Razložite mi. Tako kot Vam bom vse ostalo, odgovoril. kar vas danes sprašujem, ima veze. To, kar Brez vi skrbi. sprašujete, je zloraba parlamentarne Skratka, čeprav preiskave. razumem, poznate agencijo Ruptli, sodelovali ste z njo, potem pa, kot ste sami rekli, ko ste izvedeli, da je nekaj narobe z njim, ste pa nehali z njim sodelovati. Drži? Sem prav povzela ali sem se kje zmotila? Zato, ker se veste, kako je s tem, koga obtužuje, kdo v tej državi rusofilstva pa podobnih neumnosti. Ne? Torej, vi ste pa z agencijo, ki je na listi, črni listi EU, brez sramu poslovali. Od kdaj je na listi? Ne povejte, od kdaj je na listi. Jaz ne vem, kdaj ste vi z njimi prekinili, jaz tega ne vem. Nima nobene veze s preiskavo, ne vete, kdo je Seveda preiskovanec, ima. Seveda mene ima. tukaj le maltretirate, Vam je ker znano, očitno da ta nimate bolj agencija pametnega torej dela. širi rusko propagando, vam je znano bilo prej, ali danes vam je znano verjetno, ne? Ali ne? Kaj ima to veze z parlamentarno preiskavo? Vam je znano, da je Belfry, torej vaš pomemben oglaševalec, povezan z rusko gradnje nuklearne elektrarne Paks na Madžarskem. Kaj ima to veze s preiskavo? Torej, jaz žal moram reči to, in to je spet ena od vaših projekcij, a ne, da obstajajo sumi, da vas financira ruski denar. A ne? Jaz razumem, da vam denar ne smrdi, ne? Če tudi je ruski. Ne? Imamo torej primer ruske državne agencije Ruptli, imamo primer Belfryja in oni so vas financirali. Lažete. Gospa predsednica, nehite, Ne jaz sem lažem. tukaj kot priča, tukaj vi lahko govorite, lejte, če so boste vi meni podtikanja, lejte, govorili, lažnivka niso ste, a podtik- razumete, da ste lažnivka? No, to je pa Ne hudo financira obtožba. nas Rusija, Ruptli ni nam plačeval, verjetno ne razumete, kako agencija deluje. Ja, povejte. Ne bom. Glejte, nehajte Okej. tole nehajte delati. Ja, očitno se je V redu. nabrali dost posnetega materijala, da bom lahko tudi V redu. kazensko proti vam stisnil, pa se vidva pol Jaz v sem lažnivka, predkazenskem ste postopku. povedali, se bova videla, ja, drži. Ali poznate družbo Giedon? Ali poznate družbo Giedon? Kaj ima to veze s preiskavo? Poznate družbo Giedon? Kaj ima to Gre veze s za tri preiskavo? družbe, ki so se prenakazovale. Mislim, to ima vse veze, žal vam moram to povedati. No, v redu, ne boste odgovorili. To je vaša fikcija. Ali ste kdaj delali za družbo Giedon? Kaj vas briga? To vas ne briga, ker nima veze Ali s Nova preiskavo. 24 sodeluje z nekdanjo ženo Roka Snežiča? Gremo naprej, ker to ni Ali vaša poznate stvar. družbo Bartolomeja? Zlorabljate položaj. Ali ste sodelovali z družbo Bartolomeja? Imate še veliko? Ja, imam. Lejte, na začetku sem povedal, na vsa vprašanja, ki se Vi nanašajo... odgovorite, kaj mislite, pa gremo Ne, skozi vnaprej vprašanja. vam povem, da ne bomo časa ste izgubljali. povedali, že 6krat sem si zapomnila. Vam je poznana Očitno družba ne. Triforce Ventures? Ali pa Ventures? Vam je znana? Dobro. Ste z njo poslovali? V kakšni obliki je potekalo sodelovanje z njo? Ali bi lahko rekli, da je teza, da gre za družbo, ki je bila namenjena obvodnemu plačevanju izbrancev SDS, pravilna? Dobro. Zdaj predlagam pauzo 10 minut, da zapremo sejo za javnost in potem imamo še v zaprtem delu nekaj vprašanj. Sejo torej nadaljujemo ob 11:48.